Živjo počitnikarji, pristali ste v infodromu, tudi mi bomo izostrili vse čute. No, morda boste zelo kmalu, saj mogli bi. Na sliki, tukaj zraven mene sicer vidite sedaj Ljubljano, morali pa bi videti pristanek nasinega vozila Rover na Marsu, o čemer smo v infodromu sicer že poročali, ampak evo ga že imamo. Zdaj pa prisluhnite, kako zveni veter na rdečem planetu. O, kako kul veter z Marsa. Jaz upam, da ste ga slišali. Pa je slišati kaj drugače kot pri nas? No, podobno kot pri nas, pa so se ponovnega prvega šolskega dne v tem šolskem letu včeraj po dobrih 2 mesecih, pa so šolcev in učiteljev tudi razveselili učenci od 1. do 4. razreda v večjem delu Nemčije. Povsod bodo pouk obiskovali izmenjaje v polovičnih skupinah. En dan v šoli, en dan doma. Obvezno bo nošenje mask in redno zračenje prostorov. Z marcem naj bi, če se število okuženih ne bo bistveno povečalo, postopoma odprli še višje razrede in srednje šole. Poglejmo prve odzive. Ich bin ganz schön froh, wieder in der Schule zu sein, weil zu Hause war halt mehr Hausaufgaben auf und das war ganz schön stressig. Sehr froh. Sehr froh. Wieso? Weil in der Schule sind 2 Pausen und weniger Hefte. Ich war, glaube ich, 2 oder 3 Wochen in der Notbetreuung und das war doof. Ich freue mich auf die Kinder und auch auf die Lehrerin. Ich freue mich einfach, dass wir nicht mehr alleine lernen müssen. No, zdaj pa v Španijo, v Madrid, Barcelono in druga mesta, kjer mnogi že teden dni protestirajo. Več tisoč ljudi, večinoma mladih, se je s transparenti podalo na ulice nekaj ur po aretaciji španskega reperja Pabla Hasela. 32-letnik je bil obsojen na 9 mesecev zapora. Poglejmo, česa so ga obtožili in zakaj ga ljudje podpirajo. 32-letni reper Pablo Hasel je nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa I. označil za mafijskega mogotca. V svojih tvitih in pesmih je kritiziral tudi druge španske voditelje in politike, omenjal je prepovedane gverilske skupine, primerjal sodišča z nacisti, policijo pa obtožil mučenja in pobijanja demonstrantov in prebežnikov. Glede na odločbo sodišča, ki ga je obsodilo na 9-mesečno zaporno kazen, je s tem poveličeval terorizem, poniževal in obrekoval špansko kraljevo družino ter državne institucije. Pablo Hasel in njegovi privrženci pa pravijo, da v svojih besedilih govori resnico in da prek umetnosti opozarja na nepravilnosti vladajočih, na primer na negospodarno zapravljanje javnega denarja. Dovolj cenzure in svoboda za Pabla Hasela so slikali protestniki na ulicah in protestirali tudi tako, da so uničevali trgovine luksuznih blagovnih znamk. Več kot 200 kulturnih ustvarjalcev je podpisalo peticijo s pozivom za njegovo oprostitev, vlado pa spodbujajo k spremembi kazenskega zakonika in upoštevanju svobode izražanja. No, zdaj pa se selimo na sever Evrope. Finsko mesto Ivalo vsako leto 2 meseca skoraj da nima dnevne svetlobe. Leži namreč le dobrih 240 km stran od severnega tečaja. Zaradi nagnjenosti zemlje se sonce nekaj časa ne prikaže na obzorju. 3000 prebivalcev po zimi več tednov živi v mraku. Doživijo polarno noč, poleti pa imajo tudi polarni dan, ko sonce več tednov skoraj ne zaide. Tako morajo po zimi vitamin D, ki ga naše telo sicer tvori pod vplivom sončne svetlobe, nadomestiti s tabletkami. Kljub temi pa ljudje uživajo na snegu in ledu. You will appreciate the sun better when you have a little bit of the dark times. Then when you see the sun again, it is like, wow.
Res nekaj posebnega pa je tudi naslednja novica. Znanstvenikov z Univerze v Stockholmu je po več letih uspelo iz fosilov mamutov, ki so jih našli v Sibiriji, pridobiti najstarejši dedni zapis ali DNK. Mamuti so na tem območju živeli v obdobju med 700 tisoč in 1 200 000 leti v preteklosti. Do zdaj je za najstarejši odkriti dedni zapis veljal DNK konja, ki je živel na Yukonskem ozemlju v Kanadi pred približno 700 000 leti. Za primerjavo, Homo sapiens se je prvič pojavil pred približno 300 000 leti. Analize DNK-ja bodo znanstvenikom pojasnile marsikaj o življenju teh pradavnih bitij in njihovih potomcih. Zadnji mamuti so namreč izginili pred približno 4000 leti. Mamuti so se prilagodili na življenje v snegu in ob nizkih temperaturah, saj so živeli v ledeni dobi. Kar pa ne velja za umnega ali mislečega človeka, po latinsko Homo sapiensa, torej nas. Zato opozorilo. Snežna odeja se je začela ob otoplitvi hitreje sesedati in preobražati, predvsem na prisojnih legah v Sredogorju in nižje pa tudi hitreje taliti. Velika je nevarnost snežnih plazov, na senčnih legah pa so površine poledenele, zato obstaja tudi nevarnost drsov. Če ste takoj po naši oddaji načrtovali vragolije na snegu, pazite nase in na svoje bližnje. Na adrenalinsko smuko, na krvavec in na mizni tenis brez loparčkov pa nas danes vabijo Miha Rok in Nejc. Adijo, do jutri. Ful se imamo dober, a vi tudi uživate? No, še tole pa se dan konča.